Pozdravljeni. Ormoški občinski svet se je minuli teden sestal na zadnji seji pred dopustom. Seja je minila v znamenju sprememb različnih odlokov. Najbolj vroča točka na petkovi redni seji občinskega sveta Ormož je bila nove cene programov v oddelkih predšolske vzgoje vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož. Predlagane podražitve za 11,39% niso sprejeli, so se pa po obširni razpravi in tudi po prekinitvi seje odločili, da se vrtec podraži le za toliko, za kolikor so ga s 1. aprilom leta 2015 pocenili. Torej v povprečju za 7,78%. V vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ormož so zvišanje cen predlagali zaradi sprememb predpisov, ki urejajo izplačila plač zaposlenih. Sprejeli so tudi odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016. 85 000 evrov bo tako občina namenila za sanacijo usadov cest v Litmerku, Hermancih in 2 cest na Strmcu pri Ormožu. Gre za nujna popravila cest, saj usadi ogrožajo varnost udeležencev v prometu na omenjenih cestah, na cestah na Strmcu in v Hermancih pa usadi ogrožajo tudi oskrbo s pitno vodo. Med odloki, ki so jih svetniki sprejeli na minuli seji, pa je bil tudi odlok o ustanovitvi šole Velika nedelja. Na predlog osnovne šole Velika nedelja, znotraj katere deluje podružnična šola Podgorci, so sklenili, da se otroci iz Cvetkovskega vrha, kar pomeni od hišne številke Sodinci 39 do Sodinci 54, razporedijo v šolski okoliš osnovne šole Podgorci. Sicer pa so v drugo obravnavali odloke o opravljanju javnih gospodarskih služb oskrbne s pitno vodo in vzdrževanja javne razsvetljave, ter potrdili odloka s pogoji za razpis koncesij. Ter odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo vinske kleti, ki jo bo gradilo podjetje Verus Vinogradi d.o.o. Ormož. Načrtovana je izgradnja proizvodnega objekta v velikosti 1200 kvadratnih metrov na 4 parcelah v severovzhodnem predelu ormoške industrijske cone. Prostovoljno gasilsko društvo Hardek letos praznuje 120 let delovanja. Praznovanje so združili s 45. dnevom gasilcev Gasilske zveze Ormož. Tovariš poveljnik Podravske regije, prosim za odobritev parade gasilcev, gasilske tehnike. Imate dovoljenje, nadaljujte z programom. Razumem.
Slovesno se je začela s parado gasilske mladine, gasilk in gasilcev ter gasilske tehnike. Potem se je dogajanje preselilo v šotor. Vrste gasilcev naj stopi v sad, da čuvamo ljudsko imetje. Požar nam sovražnik edini je vsak, ko čuvamo naše imetje. Fantje, dekleta, žene, možje, pridružijo vsi naj se četi, da bomo sposobni in močni dovolj pomagati vsakmu nesreči. Zbrani smo vrste tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zbor vsi tovariši. Zbrani smo vrste tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zbor vsi tovariši. Na pomoč, na pomoč, na pomoč. Po uvodu je zbrane gasilke in gasilce ter številne goste z vrha Gasilske zveze Slovenije, Podravske gasilske zveze, civilne zaščite in predstavnike sosednjih gasilskih zvez, tudi iz Hrvaške, pozdravil predsednik prostovoljnega gasilskega društva Hardek Dušan Horvat. Ta se je vsem zahvalil, da so visoki jubilej Hardeškega gasilskega društva počastili svojo prisotnostjo in povedal, da je društvo ob jubileju izdalo tudi bilten, ki zajema 120-letno prehojeno pot hardeških gasilcev. Naslednji govornik je bil predsednik Ormoške gasilske zveze Dejan Jurkovič, ki je poudaril, da gasilcem dodatne zadolžitve, poleg osnovnega poslanstva, nalagajo tudi mnoge vremenske ujme in da se trudijo biti usposobljeni za vse situacije. Povedal je tudi, da so gasilci v Sloveniji še vedno zelo priljubljeni, saj imajo med državljani kar 78% podporo, v primerjavi z vlado, ki ji državljani zaupajo le 7%. Povedal je tudi, da se bo kmalu začel v Ormožu graditi regijski gasilski poligon. Hej, tako nas vetru vije, mi smo vedno prvi, če gasilci ali pije, mi smo vedno tu. Gasilci smo in pogasimo vse, kar je v ognju, hiše stare, admiralje, naše ljubice, sirena boje, vsako me svoje mesto že kripimo, voda teče, cel se vleče, ogenj se gasi. Razen pihalnega orkestra, glasbene šole Ormož in ženskega gasilskega pevskega zbora je v kulturnem programu nastopil tudi zborček otrok iz Hardeka pod vodstvom Alenke Keček-Vaupotič. V nadaljevanju je spregovoril župan občine Ormož Alojz Sok, ki se je gasilcem zahvalil za nesebično pomoč ob različnih nesrečah, saj so gasilci vedno v prvi vrsti, ko je treba pomagati. Med drugim je dejal: Jaz kot župan seveda računam na vas gasilce z enako mero, kot računate vi na pomoč občine. Torej v meja možnega bomo seveda sledili vašim potrebam, pospeševali vaš razvoj, vas pa seveda prosim, da pomagate ljudem, kjerkoli bo to potrebno tudi v bodoče. Res iskrena hvala in tudi sam čestitam vsem, ki bodo danes dobili tudi ob tem jubileju priznanja. Prav tako pa seveda iskrena čestitka tudi ob 45. dnevu gasilcev Gasilske zveze Ormož. Hvala lepa. V nadaljevanju je spregovoril tudi Dušan Vižintin, član poveljstva Gasilske zveze Slovenije in predsednik regijske zveze gasilcev.
Povedal je, da imamo v Sloveniji 120 gasilskih zvez, 1347 prostovoljnih gasilskih društev in čez 162 tisoč gasilcev, od tega 50 tisoč operativcev. Med ostalimi gosti v nadaljevanju pa je spregovoril tudi Miloš Bizjak, državni sekretar Ministrstva za obrambo, ki je med drugim dejal: Priložnost je, da se spomnimo vseh generacij gasilcev, ki so pred vami kovali to gasilstvo, ki so ga ustvarjali in pomembno prispevali k temu, da imamo danes gasilstvo na takem nivoju, kot ga imamo. Sledila je podelitev priznanj, odlikovanj in gasilskih plamenic, ki so jih prejela številna gasilska društva in zaslužni posamezniki. Razglasili pa so tudi zmagovalce najlepše urejenih gasilskih domov v Gasilski zvezi Ormož. Priznanja je podelil predsednik komisije za odlikovanja Mirko Fekonja. Komisija je 3. mesto za najlepše urejen gasilski dom podelila prostovoljnemu gasilskemu društvu Senešci. Drugo je bilo prostovoljno gasilsko društvo Hardek. Letošnji zmagovalci na natečaju za najlepše urejen gasilski dom z okolico pa so bili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Velika nedelja. Del slovesnosti je bila tudi blagoslovitev obnovljenega in dograjenega gasilskega doma slavljencev prostovoljnega gasilskega društva Hardek in nove motorne brizgalne. Obred je opravil domači župnik Drago Avsenak. Pravzaprav pa je bilo za vse poskrbljeno, po uradnem delu tudi za družabno srečanje vseh zbranih in tudi za pravo gasilsko veselico. Na dogodek so se slavljenci kar nekaj časa pripravljali. Priprave so potekale že celo leto, zadnji teden intenzivno, ker je ogromno dela, ogromno stvari je treba porihtati, od vseh odlikovanj, kaj se tikalo, do hrane, do vse stvari, da urediš na občine, je kar dosta letaja in da se potrudiš, da urediš vse zadeve, teče hitro čas. Ob 120-letnici ste dogradili, obnovili, polepšali gasilski dom, novo brizgalno ste nabavili. Kakšne načrte še imate? Ja, načrti še so zdaj nekaj malo v povojih, ker se zdaj moramo prvo malo oddahniti. Imamo še tu gospodarski objekt, ki ga bi mogli sanirati streho, ker že so plošče dotrajane. Pa potem še kako opremo dograditi, ker se vsakih toliko let mora določena oprema zamenjati. Orodišče še bi radi uredili, tako da dela še precej. Prostovoljno gasilsko društvo Hardek danes šteje 163 članov. Skozi 120-letno zgodovino so se v vrstah hardeških gasilcev izmenjevale številne generacije uspešnih gasilcev, za katerimi je vrsta nepozabnih in ekstremnih gasilskih situacij. Prostovoljno gasilsko društvo Hardek je v bogati zgodovini vodilo kar nekaj predsednikov, ki so s svojim delom v društvu pustili nepozaben pečat. Težko bi se dalo primerjati, kajti čas se je bistveno spremenil. V obdobju, ko sem bil jaz predsednik tega društva, nismo dobili nobenega denarja za vzdrževanje opreme, ne za izobraževanje, ne za ureditev doma. Vse smo se morali zaslužiti sami. Takrat smo bili znani po hardeških tombolah. Mi smo recimo na eni tomboli zaslužili toliko, da smo se lahko kupili kombi gasilski. Tega seveda danes se ne zna nihče predstavljati. Ko smo razširjali gasilski dom, smo morali najprej začeti podirati drevesa, potem pa izdelati rušt, potem vse sami napraviti, ker ni bilo denarja enostavno. Danes se mi zdi, da je to bistveno lažje, napišejo vlogo, dobijo dotacijo, pa zadeva steče. Teda tu se je čas precej spremenil, seveda tehnika je bistveno več, kvalitetnejša, pogoji so drugačni, pa tudi ljudje so drugačni. Tino, in kakšni so vaši spomini na tiste čase? Lepi. Mislim, da smo se več družili, kot se danes družijo gasilci, da smo bili pravi tovariši med sabo, pomagali smo si drug drugemu, znali pa smo tudi napraviti prave gasilske fešte, tudi zase, ki so trajale po celo noč in nobeno ni bilo žal. Jaz sem bil predsednik od leta 1998 do 2014, se pravi 15 let, 3 mandate in
Mislim, da je kar prijetno bilo se družiti z našimi gasilci. V tem obdobju pa smo veliko tudi postorili. Moram reči, da smo obnovili gasilski dom, pripeljali smo 2 vozili, se pravi za prevoz moštva in pa GVC 1625. Skratka, uredili smo okolico in v tem času je bilo fajn biti kot gasilec, pa tudi zelo odgovorno je bilo, kajti včasih niso bile prijetne besede. Nekateri so pač drugače razmišljali, kot smo mogoče mi, jaz osebno in pa upravni odbor, ki smo pač stvar vodili in smo probali po najboljših močeh tudi pripraviti, se pravi najboljše razpoloženje vsem članom, kot pa tudi seveda operativi, da se je enota čim bolj usposobila in posodobila. Vse od temeljev pred več kot 120 leti, od gasilske brambe in brizgal na vozovih s konjsko vprego do moderne dobe, ki seveda tudi gasilske opreme ni zaobšla, pa osnovno poslanstvo gasilcev ostaja enako: pomagati sočloveku v nesreči in krepiti družbeno zavest. V občini Sveti Tomaž so za zaključek svojega občinskega praznika pripravili slovesno odprtje obnovljene domačije rojaka dr. Stanka Cainkarja v Savcih. Blagoslovitev je opravil upokojeni nadškof dr. Franc Kramberger. Stanko Cainkar, slovenski katoliški duhovnik, dramatik, pisatelj, esejist in urednik, se je rodil leta 1900 v Savcih. V Svetem Tomažu so si že leta prizadevali, da bi domačijo obnovili, in končno jim je uspelo, tako da je odprtje obnovljene domačije bil velik dogodek. Vsekakor sem si želel tega dogodka že pred časom. Kar nekaj časa smo nekako stopicali na mesto in nismo vedeli, kako in na kakšen način pravzaprav sploh začeti z obnovo te naše rojstne hiše, dr. Stanka Cainkarja. No, v zadnjem letu lahko rečem, da smo nekako izkristalizirali, na kak način pravzaprav pristopiti k sami obnovi, in danes, ko gledamo ta objekt, lahko res rečem, da nam je uspelo. Uspelo nam je ohraniti identiteto, predvsem pa izvirnost same hiše, samega objekta, tako v notranjosti, kot tudi sama oblika zunanjosti. Žal je bil objekt v tako slabem stanju, da je kar nekaj stvari moralo biti novih, se pravi tiste stare stvari, ki so bile, se niso dale ohraniti. Smo pa poskrbeli nekako, da se tako streha kot tudi sama zunanjost ohranjala, tako da smo res ponosen, da je to še vedno Cainkarjeva domačija. Če se peljete mimo, se pravzaprav spomnimo na tiste čase, ko je bila še stara hiša na tem istem mestu in je identična podoba te nove hiše. Koliko je stala obnova, kdo je prispeval denar in kdo je bil izvajalec del? Sama obnova rojstne hiše je stala cirka 65 000 evrov. Glavni izvajalec del je bil zidarstvo Franc Škorjanec iz Žvaba in pa kar nekaj podizvajalcev, ki so izvajali ta dela v sami notranjosti. Seveda je šlo za mnogo malih opravil, ki je bilo potrebno opraviti. Se pa strinjam, tako kot marsikateri občan trdi, niso to velika sredstva glede na to, kaj smo pridobili. Imamo en kulturni prostor, kjer smo lahko na njega zelo ponosni, in kar je najbolj pomembno za to rojstno hišo, imamo zopet en lep kamenček v našem tomaženskem mozaiku, ki ga bomo lahko pokazali vsem tistim, ki bodo naključni turisti ali pa obiskovalci naših krajev. Dr. Stanko Cainkar je bil glavni urednik publikacij Mohorjeve družbe in lista Nova pot ter odgovorni urednik Bogoslovnega vestnika. Pisal je teološke spise, povesti in drame. Že pred vojno je zbudila pozornost drama Potopljeni svet, v kateri obravnava temo razmerja modernega duhovnika do cerkve in družbe.
Takoj po vojni je objavil avtobiografsko obarvan roman iz gimnazijskega življenja Noetova barka. Poleg romana Noetova barka pa je napisal še romana Križnarjevi in Sloven iz Petovije. Napisal je 3 drame: Za svobodo, Zvestoba, Petovljanska tragedija ter 2 povesti V planinah in Po vrnitvi. Cankar je pomembno prispeval k ureditvi odnosov med katoliško cerkvijo in socialistično družbo v Sloveniji. Za svoje delo je prejel književno nagrado mesta Ljubljane. Je med drugim v svojem nagovoru povedal častni gost, upokojeni nadškof dr. Franc Kramberger, ki je opravil tudi obred blagoslovitve obnovljene hiše. Dr. Kramberger se Cankarja spominja kot svojega profesorja na teološki fakulteti in doda, da v občini Sveti Tomaž ni prvič. Večkrat sem bil posebej pri Svetem Tomažu, ko sem imel birmo ali druge slovesnosti in sem se vedno peljal skozi Savce, vendar pa na domačiji pa nisem bil in nisem vedel, kje je ta hiša. Zato sem danes toliko bolj vesel in pa z nekim posebnim zadovoljstvom, da sem blagoslovil obnovljeno rojstno hišo mojega profesorja. 5 let me je učil na teološki fakulteti v Ljubljani. In kako se ga spominjate recimo kot profesorja? Kot profesorja se spominjam, da je bil to izredni strokovnjak za Sveto pismo. Posebej razlagal stare zaveze in pa tudi nove zaveze. Posebej še razlaga Pavlovih pisem. Potem se ga spominjam kot profesorja pastoralne sociologije in tudi profesorja ustave. Vse te nove veje znanosti, ki so našla tudi svoje mesto na teološki fakulteti, je prevzel on kot strokovnjak. In se ga spominjam kot profesorja z zelo širokim obzorjem znanja. Tako da smo ga občudovali vsi poslušatelji. Tako rekoč je znal odgovoriti na vsa vprašanja, ne samo iz svoje stroke, kakršnokoli vprašanje smo mu postavili, je znal odgovoriti. In kaj ste se vi konkretno naučili od njega? Recimo, kaj od njegovega znanja ste posrkali vase? Predvsem ljubezen do Svetega pisma. Je zanimivo, da je v svojih nagovorih nekako vedno citiral Sveto pismo. Ne samo citiral, ampak kako da je Sveto pismo, kako da si je sam prevzel duha Svetega pisma in nekako tega duha prenašal tudi na slušatelje. In to nas je zelo nekako presenetilo pri njem, da je tako pedagoško dovršeno znal to narediti. Ob doktorju Krambergerju so bili tudi dekan Jože Šipuš, domači župnik Tomislav Roškarič, kogovski župnik Janez Mohorič in drugi katoliški duhovniki. V kulturnem programu pa so sodelovali godbana pihala iz Dornave in domači župnijski zbor pod vodstvom Stanka Pšaka. Obnovljena domačija rojaka dr. Stanka Cankarja bo odslej občini v velik ponos, sploh pa bo dobrodošla v smislu turistične ponudbe, je v svojem govoru dejal župan Mirko Cvetko in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali, še posebej pa sorodnikom dr. Stanka Cankarja. Nikakor pa ne sme mimo tistega, kar pa je bilo vse skupaj pika na i, kot vemo sami. To zemljišče skupaj z hišo je bilo v lasti družine Jožeta Šnajderja, včasih si kjer primek težko zapomnim. In lahko samo rečem, z velikim veseljem danes v tem trenutku tej družini gre vsa zahvala, saj so to domačijo, ki je danes tako lepo obnovljena, podarili občini Sveti Tomaž, zemljišče v neposredni bližini pa smo odkupili. Če ne bi bilo posluha z te družine, če ne bi bili na strani naših pričakovanj, potem bi ta del vasice tukaj v Savci ob danes bil precej drugačen. Zato, družini Šnajder, en lep aplavz za vaš trud.
Gotovo bom koga izpustil, vsekakor pa želim poudariti vse tiste, ki pa so najbolj pomembni pri tej naši današnji pridobitvi. Kot že rečeno, danes je to lep kulturni spomenik, je rojstna hiša, ob kateri želim, da bi se ustavilo ne samo tomaževsko oko, ampak predvsem tisti, ki prihajajo le kot turisti, kot popotniki sem v naš kraj. Ta hiša, ki jo bomo danes predali svojemu namenu, ima dva pomembna namena. Eno je rojstna hiša in rojstna soba, ki bo ostala nedotaknjena in bo res namenjena kot ogled za čase, ko je Stanko Cankar deloval in živel med nami. Drugi del hiše pa bo namenjen nekako primerjavi tistega, kar se je pravzaprav v njegovem času dogajalo. Nobene hiše na vasi ni bilo, ker se ne bi pekel domači kruh in tukaj se bo pekel domači kruh. Nobene hiše ni bilo, ker ne bi bilo gostoljubja in tukaj bo poskrbljeno za gostoljubje. Med govorniki je bila tudi nečakinja dr. Stanka Cankarja Jožica Zih, ki je v imenu vseh sorodnikov občini izrazila zahvalo, željo, da bo namen obnove domačije njenega strica dosegel svoj namen. Tako Jožica Zih kot nečakinja Cvetka Cankar-Müller se svojega velikega strica dobro spominjata. Ja, mojega strica se spominjam kot 17-letnica, takrat je umrl 77. leta. Spomini nam pa so zelo taki prisrčni. Bil je takšen dobrodušen možakar, počasne hoje, počasnega govora, ampak zelo, zelo razgledan in ogromno znanja, ki ga je hotel tudi na nas nečake prepojiti, nas je hotel z njim in mislim, da mu je v nekaj stvarih kar gratalo. No in kje ste ga vi srečevali? Mi smo se srečevali bolj kot ne tukaj v Savceh in tudi v Ljubljani, na Resevi 5, kjer je stanoval. Tako da ti dogodki so bili vedno taki veličastni, kajti če pride stric iz Ljubljane, potem smo nekako vsi kar pričakovali, nekaj več je bil on, ker je bil toliko znanja za te iste čase. Vi ste učiteljica po poklicu, ste kaj podedovali, tudi inteligence po njem? Inteligence, ne vem, o tem ne bi, Je pa pomembno, da se trudim in vedno rečem, da je največji spomin nanje tisto, kar prebereš, njegove misli in vse te knjige in da skušam po njegovih načelih živeti. Koliko pa mi grata, pa morajo drugi povedati, pa presoditi. In sem bila poročena v tujini in ker je moj stric bil zelo zaveden Slovenec, sem tudi jaz mojega Avstrijca naučila slovenščine. Bravo, in je danes vaš mož tukaj? Ne, nažalost je že 8 let v nebesih ali v peklu. Ne vem kje, ne vem kam so ga poslali. No, povejte nam, kako se spominjate svojega strica Stanka? Zelo lepo. Jaz sem delala leto dni, sem hodila za Bežigradom v šolo, ker sem bila zelo bolana in sem imela tam zdravnike in sem hodila na Resljevo 5, kjer je moj stric živel. Zelo dosti sem bila z njim in imela sem ga zelo rada, mislim, ko sem brala njegove knjige, zdaj na stara leta, Križnarjeve, so upisani vsi moji strici, vse tete, mislim, jaz s to knjigo lahko živim. In ne vem vam povedati, jaz sem tak po mamini strani, sem Tavčarjeva, po očetovi strani sem Cankarjeva. Ko bi jaz imela malo nekega pesniškega duha, v meni bi bilo zelo dobro. Iskreno se vam zahvaljujem, ampak dar govora mi je skoraj zmanjkal, ker živim 50 let v tujini. No, povejte nam, kaj pa vam pomeni sedaj to, ko se je... Ogromno. To je ne samo hiša, ne samo rodna hiša mojega strica, ampak tudi mojega očeta in mojih tet in stricov. In iskreno se zahvaljujem, da so to lahko naredili. Domačija pa je na koncu dobila tudi skrbnici, domačinki Olgo Majcen in Marto Plohl, ki jima je župan Mirko Cvetko slavnostno predal ključe domačije. V ponedeljek je bila v Beli dvorani Grajske pristave slovesna podelitev spričeval letošnjim maturantom ormoške gimnazije. Po 2 letih 100-odstotnega uspeha na maturi je letos na gimnaziji Ormož rezultat nekoliko nižji.
Ja, letošnji maturanti, ki so opravljali maturo 2016, so to opravili z 77,8% uspehom. Vsekakor seveda je to manjši uspeh kot pretekli 2 leti, vendar gre za specifiko situacije in generacije, za posebne odgovornosti, za uspešne športnike, za uspešne tekmovalce, torej včasih na kateri strani malo zmanjka. Mi smo sicer skupaj z njimi trdo delali, verjamem pa, da je v prihodnosti mogoče narediti s kakšnimi generacijami še kaj več, torej smo pozitivno usmerjeni za naprej. Naši dijaki so torej opravljali maturo v številu 27 matičnih in 2 lanska dijaka in sicer je bilo 6 negativnih. Mi sicer stvari pogledamo tako, da pravzaprav tem dijakom nekaterim ni zmanjkalo dosti in nam je zelo žal, drugi pa so seveda še kar zadovoljni, pogovarjali smo se z njimi, ko smo jim dali podpisati obvestilo o uspehu na maturi. Izbirajo pa zelo različne poklice, od računalništva, ekonomije, tudi študija kemije, in tako naprej, tako da bomo imeli kar različne profile. 6 maturantov bo seveda za popravni izpit še imelo priložnost. Seveda jih čaka jesenski rok mature, želimo jim veliko uspeha. Kot pravim, vse se da popraviti, sploh pri učenju, pri rezultatih. Pogosto pa življenje tudi ni takšno, kot ga pričakujemo in nas zanese popolnoma drugam. Tako da je življenje zelo spontano, veliko si moramo prilagajati in seveda biti vztrajni. Kot je še povedala ravnateljica, se na gimnazijo Ormož ne vpisujejo samo odlični in prav dobri dijaki, kar vsekakor prispeva k končni uspešnosti. Za uspeh so vsekakor soodgovorni tako dijaki kot profesorji, a vendar je vsaka generacija dijakov specifična v svojih znanjih, zmožnostih in odgovornostih. Naš prioritetni cilj ostaja odgovorno delo z dijaki in prepričani smo, da bo naša prihodnost uspešna, je še dodala ravnateljica Blanka Erhartič. Zlatih maturantov letos ni bilo. Najvišje število točk, 28 od 33 možnih, je uspelo zbrati maturantu Sergeju Mundi. Sicer pa je povprečno število doseženih točk bilo 16,9. Slovesna podelitev spričeval je potekala v Beli dvorani grajske pristave. Maturantom je čestital tudi župan Alojz Sok. V priložnostni galeriji Trgovskega centra Ormož je na ogled nova razstava, ki so jo pripravili člani likovnega društva Likudo. Otvoritev razstave je bila pred kratkim. Gre pa za razstavo del, ki so nastala na likovnih delavnicah, ki so potekale v okviru prireditev Zbudi se Ormož in teden vseživljenjskega učenja. Uvod v otvoritev razstave je predstavljal nastop violinistk, profesorice Eleonore Bruk in njene učenke Eve Šantič-Zadravec iz Glasbene šole Ormož. Kako so dela nastajala, pa je obrazložil predsednik društva Bohumil Ripak. Kaj se tiče prvega dela tih dogodkov je Ormož Zbudi se, smo postavili svoj štand na trgu Ormoškem, so nam se pridružili mladi slikarji in risarji, ker po mojem od malih nog se mora začeti in upam, da bomo s takšnim delom nadaljevali in privabili čim več mladih k ustvarjanju in ljubiteljskemu slikarstvu. Kaj da rečem, za drugi del same slike mogoče niso toliko izdelane in dodelane, so nastale v hipu v enem kratkem času. Na samoj delavnici
Bila je glavnem tema kak nastaja risba, kaj je projekcija, kaj je viziranje, kak se kuti stičejo v nekšnem predmetu, v nekšnoj obliki, kak bomo naredili krug, kak bomo naredili ovalni del nečesa ali takšnega. In produkt te delavnice so to te risbe, večinoma delane svinčnikom. Nekaj smo jih naredili tam, nekaj so slikarji sami doma dodali nekaj slik, tako da nije sve direktno iz delavnic, da izpolnimo toti prostor, da ne bilo preveč praznine in mislim, da v tem nismo nič zgrešili. Tako je v priložnostni galeriji na ogled že 4. razstava zapovrstjo. V minulih mesecih so tukaj že razstavljali profesorica likovne pedagogike Tadeja Ozmec, potem univerzitetni diplomirani inženir strojništva in oblikovalec Marko Jenuš in ormoška Ukrajinka Ina Klemenčič. Tokratna razstava pa je torej skupinska in je nastala, tako kot običajno, v sodelovanju s Ormoško ljudsko univerzo oziroma z Mladinskim centrom ter s ormoško izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Razen glasbenic se s svojima pesmima predstavil tudi Denis Žuran, ki se poleg glasbe ukvarja tudi s pesništvom in je tik pred izdajo svoje prve pesniške zbirke. Nismo prosili za to življenje, v njega smo bili rojeni. Nismo prosili za luč, a je tu, da nismo izgubljeni. Podarjena nam je žalost, da nas opomni na veselje. Podarjena nam je moč, da uresničimo svoje želje. Podarjena je sorodna duša, ki jo najdeš, če ji slediš. Podarjen ti je čas, ki po svojega preživiš. Podarjeno ti je vesolje in to na dosegu dlani. Podarjeno ti je življenje, zato podari ga še ti. Kam potuješ, ljuba duša? Grem na vrh sveta. O, ljuba moja duša, zakaj pa ravno tja? Tam vidijo me vsi, pomaham jim v pozdrav. Tam mogoče najdem, kar vedno sem iskal. O, ljuba moja duša, zakaj si tja želiš? Zakaj nisi srečna tu, kjer sedaj živiš? Tukaj ni kruha za moja usta, ne modrosti za moj razum. Tukaj so le življenja pusta, ki ne najdejo pogum. O, ljuba moja duša, kaj če padeš spet na tla? Vrh je leden in osamljen, si res želiš ravno tja? Jaz potujem tja na vrh, čeprav pot je negotova. Raje probam, izgubim, kot bi ubireva vse do groba. V Ormožu tako priložnosti za umetniško izražanje ne manjka. Likovno društvo Likodo sicer v svoje vrste ne vabi samo slikarjev, medse z veseljem sprejmejo tudi druge umetniške duše. Vokalno-instrumentalna skupina Zlate ribice, ki deluje znotraj psihiatrične bolnišnice Ormož, je svoj poletni koncert pripravila na prostem. Vokalno-instrumentalna skupina Zlate ribice je letošnji poletni koncert pripravila na prostem. Enostavno v parku za bolnišnico, kar je dogodku dajalo še poseben čar. Sicer pa skupina vedno navduši z izbranim repertoarjem, tako je bilo tudi tokrat. Da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi Vokalno-instrumentalna skupina Zlate ribice deluje v okviru bolnišnice že vrsto let. Trenutno jo sestavljajo zaposleni in 2 zunanja člana. Od zaposlenih v skupini trenutno delujejo Petra Bokša, kitaristka in vokalistka, Monika Ratek, flavtistka, kitaristka in vokalistka, Mitja Janežič, vokalist in bobnar, ter Marjeta Žnidarič, povezovalka programa.
Hey, Bobby McGee, yeah. Hey, Bobby McGee, yeah. I call him my lover, I call him my man, I call him my lover, just the best I can do now. Want to help me now, and Bobby McGee, yeah. Na 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 na. Hey, 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 Bobby McGee, yeah. Down. Hey, 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 Bobby McGee, yeah. Razen zaposlenih v skupini delujeta še dva zunanja sodelavca, Brigita Bogar, pianistka in vokalistka, ki je tudi strokovna vodja skupine, in Andrej Dokl, ki v skupini sodeluje kot kitarist ali basist in vokalist. Če bi še roki podala si, vem, da ne bi odšla v dve smeri. Če ti vsaj ne bi bil tako sramežljiv in jaz te umna kakor najstnica, ujela bi ta moment, ki padel je z neba. En poljub lepo ukraden, en dotik nežno slučajen, ujela bi srečo tukaj na klopci, a si nisva upala, da poljubi bil drugačen, srcem najinim označen, ujela bi srečo in bila zaljubljena. Skupina Pridnovadi, gonilna sila, je nekaj stalnih članov, sicer pa se sodelujoči izmenjujejo. Tudi za pripravo poletnega koncerta so pridno vadili. 2krat na teden po uro pa pol. Pa je šlo. Ste v tem času še kje nastopali? Letos ne. Malce nam je zagodlo kakšno slabo počutje, drugače je pa bila pristna volja, želja po nastopu tista, ki nas je nocoj pripeljala do tega poletnega večera. Člani se izmenjujejo, ampak tisti stalni ostajate, ne? Tako je, iz številke 12 smo prišli na številko 6, ampak ne damo se, ker smo vseeno zlate ribice in gremo dalje. To ste tisti najvztrajnejši, ki ste ostali? Bi rekla tako. V takšni skupini je potrebno veliko dela, požrtvovalnosti in to marsikdo ne zmore. Veseli smo vsakega, ki pride, žalostni za vsakim, ki odide, ampak skupina gre dalje s temi, kot smo, priredimo tudi koncert. In kdo je pravzaprav gonilna sila vaših zlatih ribic? Bi rekla kar jaz. Zraven mene sta pa to Brigita in Andrej, ker sta naša glasbena vodja. Potem pa se pridružujejo kar enakomerno tudi vsi ostali. Kadar ima kdo kakšno idejo, glasbeno željo, jo poskušamo izvesti. In čutil, ko da ob meni si greješ mlado telo. Sam sem in že dolgo čakam na te in prosim Bože junake, da naj me k tebi spusti. Nisva se še srečala, a v sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, sanja roka tvoja, Boža mi srce. Povej mi, si se malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, malo se začne.
zemlja moja. Tudi direktorica psihiatrične bolnišnice Ormož Majda Keček skupino podpira in pravi, da je muziciranje in prepevanje v bolnišnici del terapije, poleg ostalih vrst terapij, ki jih nudijo svojim pacientom. Direktorica ponosa nad dolgoletnim uspešnim delovanjem skupine ni skrivala. Tako je, res sem ponosna, vesela, da nam je uspelo speljati oziroma organizirati ta koncert. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, tokrat, kot vidite, nekoliko drugače, v tem našem parku, lepem parku, v lepi okolici, v naravi, tako da mislim, da je tudi to prispevalo k dobremu vzdušju tega današnjega koncerta. Tako kot že velikokrat nas je tudi danes ta naša glasbena skupina Zlate ribice spet, bi rekla, presenetila s tem programom. Vedno imajo nekaj novega, malo drugačnega. No in tako kot vemo, glasba nas nekako povezuje, združuje, bogati in mislim, da se je to pokazalo tudi danes. Čigava pa je bila ideja, da napravite koncert pod nebom? Ja, da imamo koncert pod zvezdami, to je bila naša dolgoletna, bom rekla, že kar želja nekaj let nazaj. Tako da, ampak letos zato smo toliko bolj veseli, da nam je pa tokrat uspelo, ker včasih nam je vreme zagodlo, je bila to želja že od prej. Veliko tehnike potrebne in vse, kdo vam je to sploh pomagal, da ste to vse uredili? Ja, je kar nekaj bilo organizacijskih tudi problemov, ampak nekako smo združili moči in je šlo. Vztrajnost je pomembna in obrodi sadove. Zlatim ribicam uspeva, kot je bilo slišati. Zlate ribice pa so še vedno vesele tudi novih članov iz vrst pacientov. Srami, ali mi strašno godi, miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi, ti si cilj mog lutanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja moja požunde i dok tonem u san, u mraku čujem tvoj glas, njastuku stiskam tvoj dlan, orkestar svira za na lutko, ja sam rešen da večno s tobom plešem. Lutko, ja sam rešen da večno s tobom plešem. Lutko, ja sam rešen da večno s tobom plešem. Lutko, ja sam rešen da večno s tobom plešem. Sledi šport in prispevek 24. Eurofesta 2016 v Kopru, kjer so sodelovali tudi ekipe iz Ormoža in Velike Nedelje. Bili pa smo tudi na 8. memorialnem nogometnem turnirju Franca Klemenčiča na Malih Vinah v občini Sveti Tomaž. Ljubitelice, ljubitelji športa na kabelski televiziji Ormož lepo pozdravljeni. Od 2. do 7. julija je v Kopru potekal 24. mednarodni rokometni festival. Gre za eno največjih športnih prireditev na slovenski obali, ki je v Koper privabila 150 rokometnih ekip iz držav Evrope in Azije. Predstavilo se je 2200 mladih športnic in športnikov, odigranih je bilo preko 500 tekem. Dekleta so tekmovala v 7 različnih kategorijah, fantje v 8. V 15 kategorijah so slovenske ekipe osvojile le 4 najvišja mesta. Preostalih 11 turnirskih zmag je odromalo v tujino. 2 na Dansko in 2 na Tajpej, ki je glavno mesto otoka Tajvan in glavno mesto nepriznane republike Kitajske.
Po eno zmago so osvojile naslednje države: Avstrija, Hrvaška, Češka, Slovaška, Madžarska, Izrael in Srbija. Tovrstni turnirji mladim športnikom prinašajo predvsem bogate izkušnje na rokometnih igriščih in izven njih, ter so stik s sovrstniki iz drugih držav in celo celin. V prvi vrsti pa bi takšni turnirji morali biti nagrada za trdo delo skozi celotno leto. V Kopru je nastopilo tudi 10 deklet iz ženskega rokometnega kluba Ormož in 15 fantov iz Ormoža ter Velike Nedelje. Rezultati naših predstavnikov letos niso bili tako visoki kot v preteklosti, ko so ekipe različnih letnikov posegale po najvišjih mestih. Najvišje 4. mesto so na turnirju osvojili letniki 2002, sicer bronasti iz minulega državnega prvenstva starejših dečkov B. Pri dekletih letnika 2003 je ženski rokometni klub Ormož zastopalo 10 deklet in trenerka Sanja Potočnjak. Četrtouvrščene minulega državnega prvenstva pri mlajših deklicah A v Kopru niso bile tako uspešne, saj so turnir med 9 sodelujočimi ekipami končale na 8. mestu. Ekipa je na 6 tekmah dosegla 2 zmagi, 2 remija in 3 poraze. Zanimivo, da so dekleta remizirale proti ekipama, ki sta kasneje turnir zaključili na visokem 2. in 3. mestu. Na omenjenih tekmah so Ormožanke zaigrale odlično in dokazale svojo kvaliteto, vendar tokrat športna sreča ni bila na njihovi strani. Zmagovalke pri letniku 2003 so postale Čehinje iz kluba Sokol Pišek. Za ženski rokometni klub Ormož so nastopile Lana Zadrevec, Liza Kandrič, Neja Polak, Klara Cimerman, Tajda Kreč, Alina Planinc, Ane-Marie Trunk, Anatija Cvetko, Klara Ropuša, Teja Cimerman in trenerka Sanja Potočnjak. Konkurenca letnikov 2002 je bila letos ena izmed številčnejših, saj je nastopilo kar 13 ekip iz 7 držav. V pretekmovanju so Jeruzalemčki nanizali 4 zmage in doživeli poraz proti danski ekipi Sajebi, ki jih je oddaljil od velikega finala, saj v tej konkurenci ni bilo polfinalnih tekem. V malem finalu, ki je odločal v bronu, je ekipa zaigrala proti tajvanski ekipi Dajija, ki prihaja iz glavnega mesta Republike Kitajske, katero je z okrog 2,6 milijona prebivalcev politično, gospodarsko, kulturno ter športno središče države. Zanimivo je, da ekipe iz Tajvana v mlajših kategorijah še posegajo po vidnejših rezultatih na turnirjih, vendar se ti hitro končajo že v kadetski konkurenci. Namreč že pri 13-14 letih se konča rast Azijcev. Kljub vsemu se od Tajvancev da marsikaj naučiti, predvsem velike discipline in agresivnosti v igri. Na takšno igro nasprotnika niso imeli odgovora Jeruzalemčki, ki so v tekmi za 3. mesto morali priznati premoč ekipi Dajija 9-18. Ekipa, ki je sodelovala na vseh 3 Final Fourih državnega prvenstva v preteklosti in osvojila 2 bronasti medalji, tako visokega poraza v svoji zgodovini še ni doživela. Če se bo ekipa iz tega poraza kaj naučila, potem je sodelovanje na turnirju v Kopru obrodilo sadove. V nasprotnem primeru pa žal ne. Na 6 odigranih tekmah je ekipa zmagala 4-krat in doživela 2 poraza. Zmagovalec pri letnikih 2002 je postala ekipa Herlev Hjorten iz Danske. Barve pri letnikih 2002 so zastopali Aleš Zemnič, Maj Voršič, Jure Lukman, Enej Kovačec, Rok Rubin, Denis Škrinjar, Niko Novak, Blaž Fergula, Gašper Cvetko, Žiga Borko in trener Davorin Kovačec. Za generacijo letnikov 2001 v Kopru nismo doživeli nič novega. Fantje so igrali od odličnega do katastrofalnega in kot edini premagali kasnejše prvake iz Tajvana z izidom 20-16. Azijci so skozi celoten turnir zanesljivo mleli svoje nasprotnike. V polfinalu so premagali Šmartno z 8 goli razlike, v velikem finalu pa belgijski Villerik z 10 goli prednosti. Združeni so v pretekmovanju kiksali proti Novi Gorici in doživeli minimalen poraz 14-15. Po odlični igri in zmagi na Tajvanci so morali za zmago proti poprečni španski ekipi Urduliz le potrditi prvo mesto v pretekmovanju. Žal je ekipa odigrala slabo in doživela poraz 17-21. Sanj o lepem uspehu na 24. Eurofestu je bilo v hipu konec. Sledila je tekma za 5. mesto, kjer so združeni gladko z 11 goli razlike premagali slovaškega predstavnika Tatrani Stupave z izidom 26-15. Na celotnem turnirju je ekipa odigrala 6 tekem in dosegla 4 zmage in 2 poraza, kar je zadostovalo za končno 5. mesto. V ekipi je nekaj zanimivih posameznikov, ki bodo v marljivem treniranju le še napredovali, čeprav mogoče kot ekipa v mlajših selekcijah nikoli ne bodo posegali po visokih mestih.
Kar pa bo na koncu štelo, bo le končen izdelek v članski konkurenci. Za letnika 2001 so v Kopru nastopili Aleš Zemljič, Niko Sovič, Uroš Horvat, Žan Toplak, Tobi Torič, Maj Voršič, Jure Lukman, Enej Kovačec, Rok Rubin, Denis Škrinjar, Niko Novak, Blaž Fergula, Gašper Cvetko, Žiga Borko in trener Davorin Kovačec. Trikrat raz za publiko, 3, 4, prav. Nogometni navdušenci, legende malih vin v Mali vasi so minulo nedeljo pod pokroviteljstvom športnega društva Sveti Tomaž organizirali 8. memorial Franca Klemenčiča. Tekmovanja se je udeležilo 7 nogometnih ekip: Nosorogi, Trnovska mafija, Kirbi, Čarlijevi angelčki, Fan klub Grozdek, 13. ključ in Albatrosi. Organizatorji so se številom udeleženih ekip bili zadovoljni. Ja, dejansko je same ekipe se več ali manj ponavljajo. Dejansko imeli smo največ 11 ekip, ampak za samo udeležbo 7 ekip smo zadovoljni. Bili bi sicer najrajši, da je 8, lažji sistem je, tako da tudi z 7 smo zadovoljni. Gre za nogometni turnir, ki ga legende malih vin posvečajo svojemu prezgodaj preminulemu članu Francu Klemenčiču. To je dejansko domačin, ki je rojen 63. leta in dejansko ustanovitelj tega igrišča. On je bil tudi pobudnik vseh teh akcij, kot so bili tudi dejansko igrišče, tu obstajalo že pred njegovim rojstvom, tako da on je začel tudi to igrišče pol posodabljati, vse te mlade dečke skup spravilo za to, da so igrali tu vse ob sobota, večino pa nedelja in tako je tragično pač preminil leta 2002. In tako smo se odločili, da v njegov spomin ustvarimo eno dejavnost, pač, ki bo simbolična vsakoletna in to je dejansko memorial v njegov spomin. Pokojni Klemenčič je bil odličen golman, se spominjajo njegovi nogometni tovariši. Bil je pobudnik za izgradnjo in modernizacijo igrišča, ker je vložil veliko prostovoljnih ur dela in tudi materialno pomagal. Končno pa je Klemenčičev sin, legenda malih vin, podaril tudi zemljišče, ki so ga dodelali v pravi športni center in točko, kjer se radi zbirajo tako mladi kot starejši občani. Ja, dejansko tu se večino dogaja vse v nedeljo popoldan. Recimo cirka 10 let nazaj je tu bilo nedeljo ob 2 smo imeli na uro, kjer smo se zbirali, je bilo po 4-5 ekip, to se reče tam nekje okrog 40 mladih, starih, odvisno kako. Sedaj nas trenutno zahaja tam nekje okrog 20. Dobimo se vsako nedeljo, poletni čas igramo tudi odbojko pod reflektorji, ko je toplo, tako da naša graba živi naprej. Pred začetkom turnirja je bila krajša slovesnost Klemenčiču spomin, kjer so rednim sodelujočim na turnirju izročili plakete v zahvalo. Dogodek namreč vsako leto popestrijo tudi konjeniki kluba Las, Tomus klub prekrasnih iz Gornjih Kločarovcev, turistično društvo Runeč in oldtimeri se Stare Gore. Poleg družine pokojnega Franca Klemenčiča so se turnirja udeležili tudi župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko ter številni ljubitelji nogometa. Tako je nogometni turnir bil priložnost za še eno prijateljsko druženje. Organizatorji pa so tako za tekmovalce kot vse ostale obiskovalce pripravili odličen bograč in hladno pijačo. Eno vprašanje, ki je zagotovo zanimivo, sam sem težko našel pod vsem, brez seveda tvojih navodil ne bi šlo, zato bi samo prosil, da našim gledalkam, gledalcem malo opišeš sploh, kje danes smo. Pot recimo iz Ormoža. Dejansko danes smo na Malih Vinah. To je en del zaselka Male vasi, ki najdete tudi na starih zemljevidih, najdete ta zaselek Mala vas. Lahko pridete iz Ormoža preko Sodinec, Vičanec, Sejanec, desno na hrib, potem je tudi smerokaz na sred hriba za igriščem Legend Malih Vin. Iz Svetega Tomaža je mimo okrepčevalnice Kostan, tam pa prijete pač naprej cirka kilometer desno v našo grabo. Tu so nekoč so rekli tu dejansko pod hrasti. Zmagovalci letošnjega 8. nogometnega memoriala Franca Klemenčiča so bili Čarlijevi angelčki. Drugo mesto je zasedla Trnovska mafija, tretje mesto ekipa Kirbi in četrto mesto Fan klub Grozdek. Osvojili so pokale in priložnostne nagrade. Morda je težje zaživeti popolno.
Gotovo pa je lahko popolna vaša pričeska. In to z obiskom v frizerskem studiu S-Stil Sandra Hruškar, SP, Koledvorska ulica 6 v Ormožu. Modne in klasične, ženske, moške in otroške pričeske, takšne, kot ste si jih vedno želeli. Za popolno pričesko. Frizerski studio S-Stil v Ormožu. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasno oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obleko, ki vam jo z veseljem zašije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 7 v Ormožu. Ponuja šivanje modnih in klasičnih ženskih, moških in otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklažo in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi v sredo od 12 do 15 ure, v četrtek in petek od 9 do 13 ure. Vedno pa vam je na voljo na telefonski številki 041 317 339. To je bila zadnja oddaja pred dopustom. Našo družbo pa vas znova vabimo 18. avgusta na istem kanalu ob istem času. Prijetne poletne dni vam želimo. Srečno! Senti